Torej, izjava, ki smo jo slišali v oddaji TV Slovenija, ni osamljen primer v zadnjem času, ko gre za to, da se na hrbtih Slovenske vojske lomijo različni interesi. Spomnili se boste pljuvanja po gardi, spomnili se boste tega, kar ste novinarji poimenovali incident na meji, spomnili se boste tudi nedavno obtožb za neprofesionalno delo pilotov Slovenske vojske. Tokrat mislim, da je šlo še za korak dalje. Povezovati ali pa govoriti ali namigovati na to, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske hodimo na misije zato, da bi ubijali lokalno prebivalstvo, nas žali, hkrati pa tudi žalosti in globoko žali naše profesionalno dostojanstvo. Spomnil bi na to, da bo kmalu četrt stoletja, odkar Slovenska vojska sodeluje v okviru različnih mednarodnih organizacij pri zagotavljanju globalnega miru in varnosti. Trenutno smo na 9 misijah, na 3 pod okriljem Evropske unije, na 3 pod okriljem Zveze NATO in na 2 misijah v Organizaciji združenih narodov. Nikoli do zdaj nikjer ni prišlo do kakršnega koli omembe vrednega incidenta in pripadnice Slovenske vojske so vse naloge z mirom izvajale častno in odgovorno. Jaz bi seveda izjavil samo to, da ni prav, da se v nekih političnih ali kakšnih drugih interesih uporablja Slovensko vojsko za talca, da se na naš račun seveda dosegajo neki drugi cilji. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske smo v službi domovine in Slovenska vojska je vojska vseh državljanov in državljank Republike Slovenije.